Hej, long time no see. Po dolgem času sem se namreč spet spravila na YouTube, mislim, da je kar malo kriva karantena in ponovno razmišljanje, kako je bilo vse skupaj fajn. In prvi video, za katerega sem se odločila, je self-tan, ker na mojem Instagram profilu dobivam kar pogosto vprašanje, v bistvu zmeri, kadar pokažem, da si bom spet nanašala self-tan, kakšnega uporabljam, kaj svetujem pri nanosu, kaj za daljšo obstojnost in vse skupaj. In glede to, da si self-tan nanašam že kakih 10 let. Ja, z primorskih koncev sem in vpliv Italijan, ki so vedno tako zagorele in lepe, kar močen. Sem si rekla, ok, te pa naredimo to, ne? Te pa naredimo. Prava Štajerka rata na teh 7 letih. Torej, obstajata dva tipa self-tana in sicer taki, ki imajo bolj oranžkast podton, bolj topel podton in taki, ki imajo bolj olivnat podton. Zdaj, za tisti oranžkast bi rekla, da me, ki smo dokaj neutralni podton do olivni, si še lahko privoščimo malo igrati s tistimi. Če pa imaš dokaj sveto naravni podton, če si bolj rozkasta, ti res odsvetujem, da se držiš stran od tistih, ker bo videti precej umetno. In sicer, kako lahko razločiš oranžni podton, žoltko, da preizkušaš, žoltko, da narediš svoj research, da vidiš, kaj so ljudje o tem govorili, ker 90% self-tanov je takih, da šele kadar naneseš in pustiš par ur, vidiš, v kaj se bo razvilo. Standardno pa je lih doboljivost tistih oranžnih dosti lažja. Pretty much vse, kar sem preizkusila v življenju od Dema, Millerja in vseh teh znamk, je vleklo na oranžno. Nekako sem še uspela prekriti, kakor sem nekam jaz dokaj neutralen do oliven podton, tako da se nekako še lahko skrije. Ampak vem, da sem kdaj pol priporočala kolegici dobronamerno in se ni lih išlo. Torej, druga stvar, kar bodi pozorna, potem, ko ugotoviš, da se izogibaš tistih Miller, Dem in taki Miller znamk, samo zato, da noš oranžna, je pa tudi na to, če se počutiš že dosti samozavestno, da vzameš barvo, ki nima vodilne barve, ali tako, ki ima. Tiste, ki nikoli niste uporabljali self-tana, vam je verjetno zdaj, kaj, kakšna vodilna barva? Ja. Self-tani, ki standardno sem opazila, da so nekoliko višji price range, imajo vodilno barvo. To pomeni, da že kadar jo boš ti nanašala, boš lahko, že vnaprej te opozarjam, barva, ki jo boš videla, ni taka, kakor bo potem dejansko na tvojemu telesu, ampak boš pa lahko videla, kje nanašaš, kje ne in jo precej lažje nanosi. Jaz kljub temu, da že 10 let si nanašam self-tan, še vedno, če je le možnost, grem za te z vodilno barvo. Ker je res enostavno, vidiš, kje si dal malo več produkta, kje je boljš, da ga še malo razmažeš, kje je kakšna luknja in je manjša verjetnost, da si na koncu peči in nezadovoljna z rezultatom. Kakor sem rekla, minus takih barv je višji price range, ker jaz sklepam, da to potrebuje dodatne sestavine, potrebuje dodatno delo in da preprosto, če ti daš ven produkt za 2-3 evre, se ti ne splača še to delati. Jaz vsakemu, tako začetniku, kakor nekomu, ki bo delal to bolj na hitrco, ker se mu ne da pol ure stati pred ogledalom in si jo nanašati, priporočam tako. Res je, da pol moraš nakupovati preko interneta, res je, da pol moraš malo bolj pozorna biti, kakšne barve so zunaj. To dejansko jaz kadarkoli iščem nov self-tan in sem v komunikaciji z osebo ali s podjetjem, ki mi je ta self-tan priporočala, vedno je moje prvo vprašanje, a ima vodilno barvo. Zaradi tega, ker se 10 let že zafrkavam s tem in res cenim svoj čas in nočem na koncu izgledati precej flekasta, čeprav vnaprej že opozarjam, ne pričakuj, da prvič, ko boš nanašala self-tan, bo to flawless, niti prvih 10-krat, niti prvih 100-krat. Vsem se nam še dan danes dogajajo napake, vsi še dan danes smo kje flekasti. To je pač zadeva, ki jo moraš vzeti v zakup. To ni isto, kot če te bo sonce sežgalo, ampak je pa res, da je dosti bolj varna metoda in da lahko dosti bolj sama kontroliraš, koliko močno, pa še ni tistega rdečega, ni škodljivo za zdravje, vsaj ne toliko sonce in vse skupaj, tako da ja. Ok, zdaj, kadar sem, mislim, da dokaj razčlenila kakšna 2 tipa, oziroma 4 tipi so to. 2 in pa se še ta lahko razčlenita. Samo pritenih barv je, pa ne povem, kako jaz pripravim kožo in zakaj mislim, da ne rabiš milijon in enega produkta, da jo pripraviš. Ker zadnje čase tudi jaz, kadar gledam po spletnih straneh, sem kar malo presenečena, kaj vse so zdaj dali ven. In verjamem, če se hočeš malo razvajati, če hočeš zapraviti tisto malo, da je to tista tvoja, kako bi rekla, splurge, ne vem, kak je v slovenščini, do it. Pač nič ne bo škodilo kvečjemu, boš imela verjetno lepše in lažje nanašanje. Ampak ni pa potrebno. Jaz kožo vedno pripravim z nekaj zadevami in sicer
V zadnjem času, zaradi tega, ker imam res pridimač konstantno samo porevitve na gor, razen zdaj, ko mi počasi gre že k koncu, bom mogla novo naročiti, sem vedno začela s tem, da sem taka rokavica, ne vem, če se bo videla na posnetku, nekoliko rebrasta je, dobi se jo v Primarku pod 5 € po moje, sem jo kupila že nekaj časa nazaj, tako da ne vem. In sicer, kadar sem potušem, na to samo nanesem gel za tuširanje ali karkoli, kar ni na oljnati osnovi, to bi dejansko še bolj priporočala, in zdrgnem prejšnjo barvo dol. Tiste, ki ste me spraševali tudi, kaj narediti, ko že malo peči, gre barva dol, jaz veste, da sem trenerka in od športnih modrcev, ki jih konstantno nosim, je tukaj predel, kjer mi prvo barva gre dol. Kaj naredim? Točno to. To mi najbolj pomaga, da vzdržujem tisto neko enakomernost, ker tam, kjer vidim, da je malo peči, v tistem predelu grem res. Ko ste v predelu prsi in tako, priporočam, da ste res nežne, je bolj občutljiva koža, že nasploh ne biti nekak grobe s kožo. Vem, da če se vam bo kdaj ponesrečilo, da boste hoteli zdrsati dol, meni je nedolgo nazaj sem delila z vami, da po 10 letih sem imela nesrečo in sem tako močno drgala, sploh sem vedela, da sem tako močno, da sem si poškodovala kožo. Ne tega delati, se bo že spralo, ni vredno, sploh pa zdaj še vedno ni vse odprto, še vedno ne vem koliko je žven, tako da zdaj je čas za eksperimentiranje. Torej, grem s tako zadevico, zakaj mislim, da so razni peelingi točno za samo porevitev nepotrebni in vse to, ker realno ti lahko dosežeš isto z vsakim peelingom. Druga stvar, kar jo priporočam vedno je, kakor se kar ne uporabljati oljnatih zadev. Kakor ti v tebi karkoli ostalo na telesu, pač se zgodi, nekje ne boš dovolj sprala ali karkoli, bo nanos samo porevitvena na tistem predelu malo slabši, ker bo že nekaj pred tem gor. Torej, uporabljaj izdelke, ki res ne puščajo tistega finega filma, ne puščajo tiste mehkobe za sabo, ampak nekaj res, ki dobro ščisti kožo. Tretja stvar, kar mislim, da je ne dovolj ljudi poudarja, ker je tako samoumevna, da vsi nekako spregledamo, pobrij se. Krema se bo prijela vsake dlakice in vsega, zdaj ko pridemo do rok in tako, to niti ni opazno, so dali še bolj tanke dlake in vse skupaj, ampak ko govorimo o nogah, o intimnih predelih in vse to, ja, tam, kjer je bolj gosta dlaka, bolj močna dlaka, se ne bo tako lepo prijelo kot drugje. Tako vedno, ko si potušem. Fajn, zdaj jaz priporočam, da prej s takim nekim mitom teksturnim, upam res, da se je videlo na kameri, kakšni je, s takim nekim mitom si dol, zakaj? Zato, ker bo še odmrle celice dol spravila in bo potem tudi samo britje lažje in bolj natančno. To bi lahko naredila cel video, kako si jaz brijem kožo, ker naravna temnolaska, naravna precej temna pot, to so močne dlake. Torej, obrij se, res bodi pozorna, da vsak delček, da ni neki expires area, ker spet, vedno, ko se ti briješ, če se žiletko, gre zraven tudi neke odmrle kože in tem, kjer je manj odmrle kože, bolj bo hitro se prijela barva in če bo peči, je potencial, da bo tudi barva peči. Ok, torej, naredile smo vse, kako pripraviti kožo, nismo. To je bilo za potušem. Pridemo izven tuša. Jaz osebno sem spoznala in kar priporočam, da določeni predeli, ki so bolj suhi in ki boš sama tudi spoznala, da se barva kar rada opira teh delov, je fajn jih navlažiti. Ne, to ne pomeni, da kar priješ s potuša, uporabiš losjon za telo od glave do pete, ampak da uporabiš na takih predelih, ki so malo bolj tricky, kjer je malo več prepogibanja in vsega, ker vseeno, ko ti nanašaš barvo, boš prepogibala prste in vse in se ti lahko noter zažre. Tako da jaz vedno priporočam nanašanje nekega losjona, navlažitvenega produkta na rokah, na komolcih, ki so bolj suhi, na kolenih in na podplatih, gležnih še bolj. To sem opazila, so res taki predeli na telesu, kar večina ima napake s tem in pa okoli pajske. Zaradi tega, ker spet prepogibanje, barva se večkrat usede not in vse skupaj, tako da to so res predeli, kar bi rekla, navlaži. Ne iti takoj samo porjavitveno, počakaj na 5, 10, tudi 15 minut bi rekla, tako da se fajn upije, da je koža navlažena na tistem predelu in potem idi samo porjavitveno. Kako nanašati? Spet, jaz to obožujem rokavice. Če bi rekla, da ena in edina stvar, ki jo potrebuješ poleg self-tana, če pozabiš vse možne meglice, gele za tuširanje, za self-tan in vse to, kar zdaj nam podjetja hočejo prodati, ampak dejansko, zraven self-tana bi jaz rekla, da edino, kar je še vredno vložiti denar, in sploh pa so zdaj precej poceni, se jih najde, so rokavice. Tista za odstranjevanje, to še nekako gre brez nje, se lahko znajdeš s suhim krtačenjem, se lahko znajdeš s tem, da pač malo dlje se igraš s kožo, ko umivaš staro samo porite nadol, ampak za nanos pa so za moje pojme ključnega pomena.
V preteklosti sem jaz kupovala v Italiji, v outletu od Kikoja, imajo samo v poletnih mesecih in sem nakupila, ne vem, 10, ker so imeli za ene 3 evre in sem jih pol imela za celo leto. Ker drugje v Sloveniji se v tistem času, torej ker sem bila mlajša, ni dobilo. To govorim, ker sem še živela v Gorici, torej 7 let nazaj. Zdaj, hvala Bogu, se dosti bolj dobi tudi čez celo leto, če ne drugega v online svetu, ker mislim, da takrat tudi smo se vsi še spoznavali z online nakupovanjem, zdaj pa smo kar profiči. No, kakorkoli, 2, ki jih jaz imam in od tega ena, ki bi jo najbolj na svetu priporočala, sta s Primarka. In sicer taka začetniška, po moje, kar jo boste povsod videli na vsaki spletni strani, vsaki fizični trgovini, je ta, ki zdaj, ko bom obrnila, pač viewer discretion is advised, zato ker je disturbing image. Ja. To je tudi en razlog, zakaj jaz ne maram, zato ker kakor jo enkrat umažeš, bo vedno umazana. Zakaj pa je boljša z moje perspektive za poletne mesece, ko pa naslednja, kar vam pokazala? Ker je ta material, upam, da se bo videlo, dosti močno svetlobo imam z vseh strani zdaj, da bi se moglo. Ne, se ne bo. Torej, z te strani je samo taka mrežica. Za poletne mesece, zakaj mi je to boljše? Ker kar ti nanaša samo porjavitveno kremo in če si slučajno, tudi če si samo tako na hitro šel čez roko, če se ti začneš švicati spodaj in vse, ker ven je 30 stopinj in notri je standardno, tukaj vam lahko pokazala, tak najlon, ki koži ne pusti precej dihati in kakor se nekako zašvicaš. V poletnih mesecih je to fajn, ker se ti lahko barva spodaj suši, se ti ne spoti, ne bo nič peči in je ta kar priročna. Plus jaz to standardno uporabljam zaradi tega, ker je tako enostavno spraviti roko ven in noter, kadar na koncu vidim, da slučajno nekje ni dovolj zabrisana ali pa da bi lahko še malo dodala kje in tako. Ta je moja taka finishing meat, bi rekla. Tista prejšnja sem dobila ceno 3 evre. Pa naslednja, 4,5 evre, tudi s Primarka, ki je pa moja all-time favorite, ki bi jo priporočala vsakemu na tem svetu in ki sem jo uporabljala že prevečkrat in bi bil čas za novo, ampak pač Primark je zdaj bil zaprt, obviously. Ta. Žametna rokavica, ful bolj močen material, lahko se uporablja, kar je ful plus na obe dveh straneh, torej da ne rabiš zmeri dajati dol in drugo roko in vse, ampak preprosto gre povsod. Ima tudi palec, kar mi je zelo všeč, kar greš okoli prstu in vsega skupaj, kar si nanašate samo prijetno. Res fejst bodite pozorne, da ne puščate predela med prsti praznega, da napnete členke, pa greste čez, ker drugače bo vmes belo. Moja je že malo stara, če vidite, da sem malo bolj svetla, zaradi tega, ker sem nekaj že malo stara. Torej, lahko greste res povsod s tako, oprimete roko, je zelo priročna. Kaj je minus te? Tista plastika, ki sem jo pokazala, je tukaj na obeh straneh. Torej, zdaj, kadar je malo bolj toplo, ko je vse skupaj, se ti roka notri začne lahko kar potiti. In če si karkoli, tudi če ne drugega, tisto vlažilno kremo, ki si jo na začetku uporabil, ti bo zašvicala in je večja šansa, da bo malo bolj peči izpadlo. To bi rekla, da za začetnike bi vseeno priporočala to, čeprav je malo bolj čip, je večja verjetnost, da boš mogel bolj pogosto menjati in vse skupaj, pa tudi jaz sem se s to učila in je dobra. Vseeno pa tam je všeč prvo zaradi tega, ker je črna in ker ni videti onega disgusting residua povsod. Drugo, kakor sem rekla, zaradi tega, ker gre z vse strani, ker je zelo nežna za kožo. 50krat bolj kot to. Res bolj kvalitetna, že več imaš možnosti za upogibanje zaradi tega palca. In jo res priporočam. Zdaj, ko sem govorila toliko o rokah, ker ja, roka je prva stvar, kar jo pri človeku večina vidi, če ne drugega sežeš v roko človeku, kadar se predstaviš. Pri rokah boste res pazljive. Jaz ponavadi si roke pustim za konec, slih zaradi tega, da ker nikoli ne veš, kaj je v rokavici že od prej. Moja, čeprav naj ne bi bila propustna, vidite, da je malo že oranžkasta notri, tako da res nikoli ne veš, če je kaj barveno, če bo že tak ali tak bil temna, raj pusti za na konec. Druga stvar, prosim, kadar si dajete barvo na roko, nikoli ne direkt z barvo gor. Dejte si jo tukaj ali pa celo tukaj, jaz imam najraje gor in samo lepo potegnete dol, kar je residue gor na ostanek, je po slovensko residue, mislim da. Kar je gor še, idite kakor seka po vsakem prstu po sebi, tudi členke ne pozabiti, vse okoli, ogromno ljudi tukaj govori, da jim ostanejo tisti creasy. Zakaj? Ker nanašajo barvo tak.
Torej, raztegni, kjerkoli se lahko upogiba koža, res raztegni, dej noter, počakaj magari pol minutke tak, da se vsaj malo pije in pol spet migaj dalje. Torej, končaš z eno, počakaš, da se vsaj malo posuši, oziroma uporabiš to, ker spet na drugi strani koža diha in greš na drugo stran. Še ena stvar, kar bi rekla, ko pride do hrbta, večino je ogromno komplicira. Tak je, ja, najlažje je, če imaš nekoga, ki te namaže po hrbtu, ampak iskreno 90% časa ne boš, ker mislim, da je na naše samo prite nekaj tak intimnega, da nočeš lih, da te cel svet gleda, kak si ti flekast in kak si ali oranžna, ali zelena ali karkoli, in boš sam probal. Zdaj, če imaš ti vsaj neko osnovno gibljivost človeka, boš lahko že s tem, da si pomagaš, da z eno roko tu meni pride prav, da imam 2 rokavici in sicer bom pokazala zakaj. Recimo, da tu že imam to črno, to je še minus, da je malo težje gor dajati. Z drugo si dam na drugo roko, primem, potisnem roko dol in si namažem hrbet. Res je, da en tak delček mogoče ne bo toliko namazan, ampak iskreno, če vzameš ti dovolj kvaliteten produkt, tisti mali košček ne bo toliko paziti, ker se barva res lepo zabriše. In ja, torej mislim, da sem pokrila vse glede samega nanosa. Ogromno vprašanj dobivam tudi glede vzdrževanja barve. Pri vzdrževanju samoprijetne barve mislim, da je res najpomembnejše, da je koža konstantno vlažna oziroma nahranjena. Torej, kadar si ti enkrat nanašaš barvo, to ne pomeni, da si pa lahko ne nanašaš, ko jo imaš že nanešeno, da si ti lahko karkoli grob s kožo ali karkoli ne. S kožo deluj nežno, lahko ti zdrži tudi 2 tedna, če znaš paziti na njo. Mislim, da to, koliko dolgo ti barva zdrži, ni toliko odvisno od same barve, ampak od tvoje skrbi za to barvo. Ker sem imela najbolj cheap produkte, ki so mi zdržali teden pa pol in sem imela zelo drage produkte, ki so mi zdržali par dni, preprosto zaradi tega, ker res nisem vedela, kako se obnašati, ker enkrat imam samoprijetno gor. Jaz sem osebna trenerka in vse skupaj in jaz se standardno 2-krat na dan tuširam. Zaradi tega, ker sem dosti bolj aktivna in vse in pač osebna higiena. Kljub temu, da se 2-krat na dan tuširam in da precej pogosto tudi dry brushing uporabljam in vse, mi zdrži standardno tam nekje en teden. Še enkrat bom rekla, 2-krat dnevno tuširanje in dry brushing telesa in mi en teden zdrži. Ja, je ogromno od barve, ker je bolj kvalitetna in vse, ampak je pa tudi ogromno od tega, kako skrbim za njo. Prva stvar, kar bi rekla, je, v temeljnem tednu pač zdrži, ali pa teden pa pol, karkoli zdrži, ne si delati peelinga. Dovolj je že gel za tuširanje, še to dosti ljudi govori, da je preveč in da bi bilo dovolj že samo intimno milo pod pazduho pa na intimne predele in da je to. Ampak je že gel za tuširanje dovolj. Druga stvar, s krtačo ne drgni. Kadar priješ iz potuša, popivnej vodo dol, ker bolj ko boš drgnil spet, bolj bojo odmrle celice, ko šle dol, bolj bo vse skupaj peči, manj bo trajalo. Tretja stvar, koža mora biti navlažena. Ni važno, kakšen produkt, ni važno, ali je za vzdrževanje barve ali neko obični Hofer ali losjon. To je bolj stvar preference in tega, kako hočeš skrbeti za svojo kožo, kot tako, s kakšnimi produkti. Ampak važno je samo, da je vlažna. Torej, zmeri, kadar prideš iz potuša, naj ti postane že navada, da kožo res fajn navlažiš, ali z losjonom, z maslom, s čimrkoli ti pač paše, kakršnakoli tekstura. Samo pazila, da olja se raje izogibaj, ker vseeno olja znajo malo razbiti strukturo samoprijetvene in ti mogoče 1-2 vzamejo od trajanja, ampak ja, to bi rekla najpomembnejše. Vem, da pa tudi nekaj vprašanj, zdaj sem se spomnila, dejansko sem si napisala, kaj vse moram odgovoriti, ker bo že tak predolg video in sem se pa še nekaj spomnila od prejšnjega. In sicer, če se barva pušča. Ja, če vzameš tako, ki ima vodilno barvo, bo se pustilo ali na oblekah ali na čemrkoli, kar boš takoj dal gor. Po prvem tušu ne bo več tega. Po prvem tušu lahko najbolj svetle, najbolj bele obleke, kar jih imaš, nosiš in ne bo nikjer se pokazalo, razen spet, če nisi dobro splaknil tiste vodilne barve in ja, pa se zna zgoditi. Še posebej spet opažam na tem predelu, ker ljudje zašvicajo in niso si dovolj sprali in ja, to je to. Torej, mislim, da zdaj o vzdrževanju smo že vse povedali. Povem vam še mojo izbiro, zdaj že kako leto pa pol, 2 pa pol. Tam nekje uporabljam zgolj in samo eno znamko, kar je zame ogromno, ker res rada poskušam konstantno nove produkte za samoprijetvene, to je kind of my thing. Nasploh je skincare in vse to
tak aspekt življenja, kjer Lada zmeri malo poskušam nekaj novega, Lada, rada. Imam pa en brand, ki mi je tak prirasel k srcu, da se zdaj znova in znova vračam k njemu. In sicer Saint-Tropez. Trenutno imam tukaj 3 flaške, bom o teh 3 izdelkih govorila, zato ker vam lahko pokažem in it makes the most sense. Mi je pa lik zmanjkalo vseh 3, oziroma te je še prav malo, mogoče za pol roke, ampak bom novo kupala kakorkoli, pa če vam povem, da mi je toliko zmanjkalo, da sem dejansko cele porablja, veste, da je dobro. Saint-Tropez, zakaj? Zato, ker ima vodilno barvo prvotno, zato, ker je večina produktov olivnega podtona. In zaradi tega, ker se mi zdi, glede na kvaliteto, kakor se, kaj ti ogromno narediš za vzdrževanje barve in za to, koliko dolgo bo trajalo, s tem, kako za barvo skrbiš. Je pa nekaj tudi na produktiki in Saint-Tropez mislim, da ima tako narejene produkte, da res dolgo ti zdržijo. Ja, jih je malo težje dobiti in so malo dražji, jaz svoje dobijam na Notinotu. Znajdem se pa tako, da naredim malo večjo zalogo, ali kadar je Black Friday, pa ima 20% popusta, ali poleti, ker imajo znižanja, sem opazila, tako sem tudi lani dobila to, ki je standardno 45 €, nekaj tasga za 18. Tako da se da dobiti. Verjamem, da je tudi kakšna druga spletna stran, kjer bo nudila akcije in tudi jaz zdaj, ko grem pa novo, v nov nakup, bom šla malo bolj raziskovati, ker to je bilo res zdaj na zadnje za Black Friday nakup. In ja, glede teh 3, ta torej, kar sem jo kupila lani poleti in je še zdaj prav minimalno, je Saint-Tropez Self-Tan Extra Dark. Jaz imam zelo rada kot teksturo must, tako da Saint-Tropez mi tudi tukaj zmaga. Še enkrat, vodilna barva. To je number 1 reason, zakaj se vračam k njim. V bistvu sem s časom htela mi je ta najljubši, je pa tudi edini, ki bi rekla, da ima bolj oranžkast podton. Tako da, mimo vsega, kar sem govorila, but hear me out. Z leti sem se jaz toliko navadila na samoprevitvene, da tudi če je temni podton, mislim, da že lahko razkrijem, kdo jo ima nanešeno in kdo ne. Torej ja, z leti sem jaz opazila, da na meni imam rada malo oranžkastega podtona. Torej ne preveč, ampak zato, ker sem že naravno precej olivnega podtona, zaradi prednikov in vsega, to pač mislim, lahko bi naredila video, kako dejansko odkriti, kakšen podton si ti, ker je kar nekaj hackov. Nekaj sem jih spoznala preko make-up artistov, nekaj preko fashion gurujk in vsega skupaj in lahko sam odkriješ, kakšen podton imaš doma. Ne rabiš iti k stilistom. Torej, ta sem opazila, zdaj vem, da zna koga prestraši, ta Extra Dark. Naj povem, da pri tem produktu je to bolj kot ne marketing. Extra Dark je tista vodilna barva, kar res, kar si jo daš gor, če spremljate kolikor toliko bodybuilding svet, tak si, ko oni pregrejo na oder. Torej, živo, oranžen, temen, ko ne vem kaj. In kadar si jo daš prvič gor, je res malo ono, oh my god, še meni, kar vem, da pač vodilna barva ni to, kar bo na koncu, še meni me je malo stisnilo in sem bila, oh moj bog, sem da nam taka. Ker res tisto pa zgleda, kot da si stage ready. Ampak, kakor si barvo spereš, ja, če greš si zvečer dati barvo gor, bo malo na postelini, vse se spere. Kadar si jo daš gor, pol si spereš, je cool. Malo bolj na oranžkasto, kakor sem rekla, in pa zaradi marketinga in zaradi tega Extra Dark napisa, ki predstavlja samo vodilno barvo, če me naprašaš, si privoščijo najvišjo ceno od vseh teh, ki vam bom pokazala dalje. Drugi, njihova klasika, Saint-Tropez Self-Tan Dark. Klasika. To imam tudi trenutno gor, lih pred mi je zmanjkalo. Sicer je zdaj že en 5. dan je že, tako da je že precej se zabrisala, pa tudi malo manj sem je mogla dati, ker je standardno, ker je šla k koncu. Ampak ta bi rekla zelo lep zelenkast podton, oliven podton, to boste tudi videli, kadar boste nanašali spet, ne se bati, tisto, kar vidite, kadar nanašate, je vodilna barva, take ne ostaje na koncu, ampak da vleče precej na zeleno, da boste skoraj malo sekež delovali. Zato bi jaz rekla, da meni ta olivni podton ni več toliko ljub, zato ker ga imam že naravno, nekaj v sebi olivnega podtona. In kadar dam še to, mislim, da malo bolj bolna delujem, ker zeleno in zeleno je že malo preveč zelenega. Tako da mi je skoraj malo bolj všeč tisto oranžno. Je pa res, da kadar imaš tak podton, rdeče stvari, kadar nosiš, ni toliko pazi, da je self-tan, ker verjemite mi, če bi to si dala gor in imela ta isti rdeč top, bi se dosti bolj videlo, da je pa fake tan na sebi.
Torej, ja, pri teh dveh bi jaz rekla, jaz itak standardno si nanesem sapriteno zvečer pred spanjem, že zaradi praktičnosti, ker mi je pač fajn, da si v lus oblačilih in vse skupaj in čez dan jaz ne nosim toliko lus oblačil, plus še posebej ne toliko temnih lus oblačil in mi to prije prav, torej pustim čez celo noč, zjutraj se zbudim, grem pod tuš in imam lepo barvo. Tega sem kupila in ga po mojem nikoli več ne bom. Že zaradi tega, koliko produkta dobiš za ceno, ki mislim, da je enaka ali zelo blizu tej. Torej, dobiš pretty much pol manj produkta, mislim, da za pretty much isto ceno. Naj bi bilo Saint-Tropez Southern Express. 100 ml, ta je pa 200, ja, dobesedno polovico dobiš. Naj bi bilo Express, kar je fajn je, da je travel friendly, torej, če greš nekam z letalom ali karkoli, to imaš lahko s sabo, to je full fajn. Ampak, še enkrat bom darila, Express. Zdaj, nikoli nisem sprobala dejansko samo 1 uro imeti gor in dati dol, že zaradi tega, ker mi je škoda produkta, ker precej drag in hočem dejansko videti učinek, ne 1 uro in pol, lej, res je, ali pa 1 uro kasneje spereš in fakt, sem ista. Ne? Mislim, da bi me vsi, ki kolikor toliko gledate na finance, lahko razumeli. Naj pa bi bilo to, ja, da dosežeš lep ten v 1 uri, ampak berite drobni tist, 1 hour light, 2 hours medium, 3 hours dark. Enako se zgodi 100 in 100. S tem, da vse 3 barve jaz uporabljam v večernih urah in zaspim po nanosu. Tako da jih imam vse 8 ur cirka. Ta bi tudi rekla, da je dejansko po tenu nekje med tema dvema. Spet je mus, spet ima vodilno barvo, prijetna za nanos in vse skupaj. Eno vprašanje, kar pogosto rečem, kako se znebiti tega vonja self-tana, ne moreš. To pač mislim, da z leti se samo navadiš. Žal nisem še dobila enega self-tana, ki bi imel prijeten von v življenju. Razen tiste, kar so stil kapljice, ki vmešaš v lotion, ampak tisto pa res gradual, postopno se gradi barva. Jaz pa kadar enkrat nanesem self-tan, hočem, da se dejansko to vidi. Zdaj mislim, da sem odgovorila na večino vprašanj, tudi posnetek je že precej dolg, ampak sem se res potrudila, da odgovorim o tem, kaj narediti, ko je tenek peči postane, kako pripraviti kožo, kako skrbeti za self-tan, katero znamko jaz priporočam, res mislim, da pri Saint-Tropez, pač jaz še nisem poskusila njihovega produkta, ki bi me razočaral. Ja, so malo dražji, ampak in my opinion it's worth the investment, zato ker, ne vem, jaz vem, kaj naredi za mojo samozavest, kadar sem temna, da se 10krat boljš počutim temna, mogoče tudi zaradi tega, ker imam naravno temne lase in vse, kadar sem svetla, zgram res bolna. Ampak vseeno, tiste DM Miller in vse to, pa mogoče so med karanteno bile še okej, ko se malo igraš, ko sploh se učiš, kako nanašati. To bi še rekla, ampak zdaj je vedno več svobode, kot imamo. Vedno več ljudi vidiš in vedno manj si želiš zafejlati. Tako da ja. Upam, da mi je ta video prišel prav. Če karkoli še nisem odgovorila, mi to povejte v komentarjih, bom tam probala. Če rabite kakršnokoli pomoč pri izbiri produkta ali pa če vas zanima, kaj glede rokavic glede česarkoli, mi tudi to napišite, bom probala pomagati. To pa za zdaj vse. Upam, da vam res ne gre na živce, da je tak dolgi video, ampak sem hotela vsa vaša vprašanja odgovoriti in se vidimo v naslednjem. Čau, čau!